Zveza delovnih invalidov Slovenije je pred 20 leti začela izvajati projekt Občina po meri invalidov z namenom spodbuditi lokalne skupnosti k bolj celovitemu in trajnostnemu sodelovanju z invalidskimi organizacijami pri izvajanju dejavnosti za vključenost invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v življenje. Od leta 2003 je že 40 občin prejelo listino Občina po meri invalidov. Pred kratkim je Zveza delovnih invalidov Slovenije v hotelu Radin v Radenci predstavila knjigo z naslovom Občina po meri invalidov, v kateri so številni primeri dobrih praks. Peter Bršek, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, je na predstavitvi navzočim predstavil dosedanji potek projekta in ob robu dogodka povedal. Od leta 2003 je kandidiralo 41 občin. Od teh 41, ena občina ni prejela te listine Občina po meri invalidov, ostalih 40 pa je prejelo listino Občina po meri invalidov. Ta projekt je pomemben za vse občane in državljane naše države, kajti olajša nam dostopnost do različnih institucij in dostopnost v vsakodnevnem življenju, ki ga živimo. Različne invalidske organizacije med sabo zelo dobro sodelujemo, tako da lahko rečemo, v tej slogi, v tem sodelovanju je tudi naša moč pri uveljavljanju naših pravic. Načrti zveze v projektu Občina po meri invalidov so, da nadaljujemo s tem projektom, da vključimo čim več občin. Saj, če gledamo zdaj za nazaj, 40 občin v 20 letih, bom rekel, glede na to, da se je ta projekt začel izvajati čisto na novo, je mogoče tudi neka lepa številka, ampak želimo si pa še večje in boljše. Prva občina, ki je prejela listino Občina po meri invalidov, je bila občina Ajdovščina. Lansko leto, v letu 2022, so listino prejele 4 občine. To je bila mestna občina Kranj, Lendava, potem pa občina Ankaran in pa ne nazadnje občina, v kateri tudi sam živim, to je občina Polzela. Čas trajanja, da ko se občina odloči, da bo pridobila to listino, je odvisen od tega, kolikor je že občina prej na tem področju delala, ampak nekje od leta do 2 let se nekako ta listina pridobi, kolikor gre vse po načrtih. Glavni urednik knjige Občina po meri invalidov, magister Cveto Uršič, pojasnjuje, komu je publikacija namenjena. Zveza delovnih invalidov Slovenije vodi projekt Občina po meri invalidov že 20 let. Zato je bil čas, da ponovno pripravimo nov priročnik, kako postati občina po meri invalidov in kaj to pomeni za občino po meri invalidov. Avtorji smo knjigo razdelili v 3 sklope. V prvem delu bralcem, to je zaposleni v občinski upravi, to je zaposleni v različnih organizacijah, v občin, zdravstvenem domu, v šolstvu, v muzejih in pa tudi prostovoljcem v društvih invalidov, ki so gonilna sila projekta, povemo, kaj je invalidnost, zakaj naj bi občina postala občina po meri invalidov in kaj mora vse narediti za to. V drugem delu knjige pa predstavimo ključna področja življenja invalidov v občini. Tekst je zelo preprosto spisan in pri vsakem področju zaposlovanje, izobraževanje, kultura, šport, povemo, kaj so primeri dobre prakse, skoraj 100 primerov dobre prakse je predstavljenih in v vsakem od teh ključnih področji smo zapisali tudi nekaj vprašanj. Ključnih vprašanj, na katere naj bi v postopku pridobivanja listine oziroma kasneje občine odgovorile. Tretji sklop je pa namenjen županom občin, ki že imajo listin, da so nam oni sami povedali, kaj jim pomeni biti občina po meri invalidov, kaj vse so mogli narediti, da so dobili listino in kaj delajo danes, oziroma kaj jih še čaka v bližnji prihodnosti. Tekst je, kot sem rekel, zelo preprosto napisan in izhaja iz občin, iz življenja invalidov v občini,
Zato seveda hvala zvezi, ki stoji za tem projektom, predvsem pa hvala društvom invalidov v lokalnih skupnostih. Brez njih ne bi bilo te knjige in brez njih ne bi projekt Občina po meri invalidov živel že 20 let in verjamem, da bo živel še nadaljnjih 20 let. Konferenca je bila izvedena v okviru usposabljanja za aktivno življenje in delo invalidov, ki so se udeležili invalidi prostovoljci. Vabilu na njo pa so se odzvali številni župani in županje, predstavniki lokalnih skupnosti ter poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Sara Žibrat. Sem počaščena, da sem lahko danes del 20-letnice projekta Občina po meri invalidov. Zelo me veseli, da se je že 40 občin v naši državi odločilo, da prejme to listino in sodeluje z lokalnimi invalidskimi društvi. Saj se mi zdi, da se politika začne že na mikroravni, začne se v krajevnih skupnostih in na ravni občin, kjer lahko potem župani pridobijo tiste najbolj pomembne informacije, česa si invalidi želijo, kakšne posodobitve rabijo v lokalni skupnosti. Potem pa lahko mi preko županov tudi kot zakonodajalci dobimo informacije, kje lahko morda uvedemo sistemske rešitve in kot država podpremo delovanje občin. Razmišljanja in odzive vezane na projekt so predstavili tudi nekateri prisotni župani in predstavniki lokalnih skupnosti, predvsem kaj to predstavlja v lokalnem okolju, kako je s tem obogateno življenje in kaj načrtujejo v prihodnosti.